Dober dan, dispečerski center, Miha pri aparatu. Moj mož, gospod, Pomirite se, gospa, kaj je z vašim možem? ne more dihati. Povejte naslov. Zgornje dople 107. V redu, ekipa je že na poti. Dober dan, kakšne težave imamo, kakšni so simptomi? Čist je bled, pa težko diha, pa kašlja. 3 dni nazaj, ko je bil prav močan veter, je bil zunaj, a ne? In od takrat naprej se ne more s posle pobrati. No, kar lepo po vrst, gremo takole. Kaj je tole? Ja, nič, a bomo gospoda Henmu specialistu napisali? Mogoče hotologu? Hotologu? Ja. A ni to za grl, pa sej njega v pljučih boli. O, shit. Kaj, a se mu je srce ustavil? Ma ne, spet sem malce zamudil, jebem ti. Kaj pa, če bi ga urologu poslali? Čakajte no mal. Pa kakšen urologu, njega v pljučih boli, diha težko. Gospod, a vas tole kaj boli? A? A imate kakšen kamilčen čaj? Meto, če imate. Kaj, a mislite, da ga bo čaj pozdravil? Ma ne zanjga za vas, da se malo pomirite, a ne? Prosim, odkar ste skozi tistele vrata stopil, se sploh nič ne posvečate pacientu. Tlele ga s tole palčko mal drezate, kadar je kužen. Pa sam iščete, kam bi ga drgem poslal k enemu specialistu. Ene urologe, pa otologe mi tle tišite. Pa kaj z vami? On rab pulmologa, če ima s pljuči težave, diha težko. Čakajte, gospa, a sem jaz le zdravnika ste vi? Sicer je pa tako, za ta mesec so kvote za pulmologa zapolnjene. Zavarovalnica ne odobri nič več. Če hočete kjergakoli drugega specialista, ni problema, bom napisal, pulmologa žal ne morem. Me ne zanimajo vaše kvote pa zavarovalnice. On ne rab nobenega drugega specialista. Prosim, da ga pozdravite in mu pomagate. Tukaj in zdaj. Glejte, če pa tako, imamo pa sicer eno novo alternativo, če se boste strinjali, ne vem, bo lahko moj kolega prevzame, a boste vi prevzel? A ste mu dala že koprivo pod jezak? Ne. Ne. Kaj pa... A smo dali eno svečko mogoče, ja? A imate kakšno? Ja, a vam zgledam k lekarna. Ok, čakajte, se bomo eno... Jeste eno... Evo jo, se mi nekaj hvala. Gospod bo eno svečko dala, zdaj v redu? Bova šla počas na bok. Ne bo nobenega problema. In greva na 3, greva na bok, kaj prav? 1, 2... Čakajte! Navte mu to urit po rinu, no. Ja, a moraj vi. A je on sploh zdravnik? On je hišnik, on je mene pripeljal. Prosim? Hišnik? Ja, in to najbolj. On vse naredi. On dializo priklop, šahte spuca, rešilca voz, ni da ni. Mojega moža pregleduje en šarlatan. Hišnik sem, gospa, ne šarlatan. En hišnik? Pa se vi niste normalni. Gospa, koliko cajt imate vi tele rože klele?
Ene 3 dni. Ene 3 dni, a ne? Se mi zdel. Evo, tole. Problem rešen, gospa. Sam še ene tele kapljice mu bom dal, to mu bo zik pomagal. Gospod, ene kapljice bo še dala, ker vas moramo majhen dihalno še sprostiti. Tako da zdaj na 3 bova dala kapljice, je v redu? 3, 4. Dihat. Evo, dober je. A je gospod, a je v redu? Ja, je. A si v redu, ljubček moj? Je v redu, super. Odlično. Joj, hvala vam. A kavico prstavim? Ne, a veste, se nama mudi, imamo še druge pacijente, druge stranke imamo. Hvala vsem. Čak se malo. 180 evrov. 180, ja. Za 5 minut. Ja, za 5. Zato, da je mojega moža pregledoval doktor z eno palčko, ki mi je svetoval same ene specialiste, ki jih moj mož sploh ne rab. Ja. In zdaj na koncu, da ga je pregledal en šarlatan. Hišnik, gospa, En sem vam že hišnik. rekel. Ja, Hišnik je mojega moža pregledoval. Za 180 evrov. mislim, da nekaj hoče povedati. Zdaj pa že nekaj teži. Že 3 dni te poslušam, ne mu težiš, pozdravil me je, dober sem. Gospod doktor, čestitam. Hvala, hišnik. Evo, pa še za en pirčak. Zdaj pa grem. Kam greš? Zbovalc. Ja, sam, gospod, tole je preveč. Dobar je. V redu. Ja, nič, gospa, ne veseli, da smo lahko pomagali. Malo preluftajte, pa preoblečite poslo, pa bo vse v redu. Lep dan še naprej, živim. Kranjski skič, 6. Akcija. Dobar dan, kakšne težave imamo, kakšni so simptomi? Akcija. Kaj zdaj? Stok se smejal. Ja, pa če bi gospoda k urologu poslali. Urologu. Ne, fotologu. On hodi. Ustreli ga v oči, pa osale. Kar lepo po vrst bomo šli. Dobar dan, kakšne težave imamo? Še enkrat rokavice sem videl. Se zmirjam, pa to je isto. Zdaj pa že nekaj teži. Je pa že nekaj teži.